Dobrodošli v rubriki Zgodba zate. To je pripoved, ki si vzame čas. Zgodba za poslušanje. Zgodba za ta trenutek. Pravljice za vse generacije Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Čas, ki je znal čakati. V kraju, kjer so imeli vsi vedno nekaj opraviti, je živel star urar. Njegova delavnica je bila majhna in nekoliko odmaknjena od glavne ceste. Ure v njej niso tiktakale enako. Nekatere so zaostajale, druge so se ustavljale, spet tretje so šle naprej, kot da se jim mudi drugam. Ljudje so prihajali k urarju, ker so hoteli, da bi čas spet tekel pravilno. A urar jih je vedno najprej povabil, naj sedejo, naj se umirijo, naj počakajo. Medtem ko je popravljal uro, ni hitel. Vsakemu zobniku je dal čas, da se znova ujame s sosednjim. Vsaki vzmeti je prisluhnil, kot bi preverjal, ali je pripravljena iti naprej. Čas ne mara, da ga priganjamo, je rekel, čeprav ga nihče ni vprašal. Nekega dne je k njemu prišla ženska, ki ni prinesla ure. Rekla je, da nima časa, da ji ves čas polzi skozi roke. Urar jo je poslušal dolgo, brez vprašanj. Nato ji je pokazal staro uro, ki ni kazala minut. Kazala je le trenutke, in ko je ženska hotela vedeti, kdaj se bo popravila, je urar odkimal. Ta ura ne gre naprej, je rekel. Ta ura čaka. Ženska je odšla. Ne hitreje, ne počasneje, a drugače. In od tistega dne so ljudje, ki so prihajali iz urarjeve delavnice, hodili bolj zbrano, kot da bi jim čas prvič pustil, da mu sledijo. Ko je urar nekega jutra zaprl vrata, so ure v vasi še vedno tekle, a nekaj se je spremenilo. Ljudje so začeli čakati drug na drugega, na odgovor, na dan, na pravi trenutek. In čas, ki mu prej ni bilo nikoli dovolj, je ostal. To je bila zgodba zate, Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zgodba o tem, da čas včasih ne potrebuje hitrosti, ampak dovoljenje, da lahko počaka. Hvala, ker ste prisluhnili. Ostanite z nami in zgodbo tudi prihodnjič.